Živijo, en lep pozdrav vsem skupaj. Upam, verjamem, da se še spomnite mojega lanskega koledarja z naslovom Brezčasje, tale sicer angleška verzija, ampak in nekako sem potem dobil pripombe letos, da je bil mogoče kar malo preroški, glede na to, da je bila izbrana tema prav čas. In letos je zagotovo čas nam jo zagodil na nek način z tole našo pandemijo, no ampak rajš bi se vrnil nazaj na sam začetek te serije koledarjev, to je zdaj že tretji. Prvi je imel naslov, vsi imajo skupni naslov Življenje pač, to je neka, bom rekel, rdeča nit, ki jo upam, da jo bomo še vlekli par let. No in prvi koledar je imel naslov Svoboda, podnaslov Svoboda, in seveda je to tudi ne samo podnaslov, ampak tudi fotografije so zbrane v skladu s to temo in prav tako lansko leto čas. Letošnji koledar ima pa naslov V zrcalu. Letos se nam je čas začel drugače vrteti. Imeli smo ga več po eni strani, po drugi strani manj, predvsem pa je vse skupaj v drugačni luči smo začeli gledati, saj jaz. En kup enih preteklih dogodkov, ki so me zaznamovali, ki so kreirali mojo življenjsko in seveda fotografsko pot. In sem se odločil, da bom pravzaprav skozi te spomine naredil letošnji koledar. Spomine, kar pomeni to, da sem izbral izključno fotografije, ki so bile posnete še v analognih časih, se pravi na film. Zadnja fotografija na tem koledarju je bila posneta recimo leta 2010 na Kubi, ko sem se pravzaprav, je bil to zadnji projekt na film in s tem sem se potem takrat tudi poslovil od analogne dobe na nek način. Začetek, prve slike so pa, prve fotografije so pa iz leta 1988, ko sploh še nisem bil pravzaprav poklicni fotograf. Verjamem, da skozi te izkušnje, ki sem jih na vseh teh poteh, ki jih boste videli na slikah v koledarju, da so te izkušnje me zagotovo spremenile. Koga ne bi, ne? En kup enih avantur, en kup enih izjemnih dogodkov se mi je skozi to fotografijo zgodil in prepričan sem, da tudi v prihodnost lahko zrem lažje, pa mogoče na nek način bolj pomerjeno, s tem, ko vidiš, kaj se ti pravzaprav v življenju že vse zgodilo. Izbor je bil kar zalogaj, zato ker teh fotografij na film je, lahko rečem, da 10 tisoče, mogoče 100 tisoče, nisem še natančno štet. In zanimivo je pa, da jih praktično skoraj vse, saj ti se to boljše, iz vseh poti nekako držim v glavi. Tako da je bilo vseeno lažje, ker ko sem se lotil kakšne teme, bi iz tega konca, z te države, z tega področja, sem že imel približno v mislih, katere fotke od takrat so bile najboljše z tistih poti in nekako to mi je potem tudi olajšalo ta končni izbor. Je pa tako, letošnje fotografije, jaz upam, da bodo tisti, ki se malo spoznajo, zagotovo bodo, da tiste pa mogoče, ki se ne spoznajo toliko na fotografijo, imajo eno tako posebno, rekel, patino. Film je drugačen kot digitalen, ki je zelo natančen, precizen, oster in tako naprej. Film pa mi fotografi rečemo en tak žmoht in verjamem, upam, da bo ta žmoht prišel do izraza tudi v tem letošnjem koledarju. Mogoče se že opazili, da večkrat rečem mi, ne jaz, zato ker z razlogom namreč za tem koledarjem stoji kar ena večja ekipa, seveda nisem sam, najbolj zaslužna za ta koledar je zagotovo Katja, ki je prevzela vso administracijo in pa tudi kreativne procese. Zelo pomemben, jasno, je oblikovalec Grega Inkret, ki vsako leto, že tretje leto zdaj oblikuje ta koledar, potem pa še cel kup prijateljev, znancev, ki pomagajo na tak ali pa drugačen način, tiskarji, s kateri smo že dolgo navesti. Skratka, to je en res skupen projekt. Nenazadnje ste pomembni tudi kupci, ki mi vsako leto dajo velik zagon,
da pravzaprav se tega ponovno, vsako leto ponovno lotim in verjamem in upam, da s tem marsikoga tudi razveselim. No, rad bi še posebej izpostavil tehnični aspekt tega koledarja. Treba je vedeti, da uporabljamo najboljši papir na tržišču, najboljše barve, to so posebne barve, ki so še dodatno, bom rekel, sijoče. In pa tisto, kar največ doda sami kvaliteti fotografij, je pa zagotovo premaz, en poseben premaz, ki se mu reče uvelak, ki dodaja eno res globino barvam in pa sami fotografiji. Fotografije v letošnjem koledarju so zbrane kar z večjih koncev sveta, ena celo iz Slovenije. Tako da recimo konkretno Zanzibarja, dve mislim iz Indije, potem Pakistan, odprava s Tomažem Humarjem, iz Bolivije, kjer sem obiskal eno kolonijo, ene verske ločine, menoniti, zelo izredno zanimiva zadeva. Skratka, nabrali pregled skozi moje celotno delo. Jaz upam, da vas bo letošnji koledar na steni razveseljeval čez celo leto in da boste vsak našli v njem kakšno fotografijo, ki vam bo še posebej pri srcu.